Lep pozdrav še enkrat, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa, tudi z komentatorskega mesta. V Domžalah je torej vse pripravljeno na začetek tekme 6. oziroma zdaj že 11. kroga državnega prvenstva. Maribora pa je bil strelsko uspešen pri vijoličastih. Žugelj ima zdaj priložnost, Žugelj, Mudrinski, in kaj je zdaj zapravil Mudrinski? Poizkusil 28 minuti srečanja, Vrhovec preko zidu in zadetek. 1-0 za Maribor, sijajen zadetek Blaža Vrhovca. Malenkost samo s pomočjo nekoga v živem zidu Domžal je tu. Vrhovec, krasna žoga v prostor Žuglju. Žugelj gre sam proti vratom, 2-0 za Maribor. Nino Žugelj po podaji kapetana. Vrhovec postaja osrednja figura mariborske zasedbe. Gol in podaja, Nino Žugelj pa je elegantno zadevo rešil in se svojemu podajalcu pridružil znova na vrhu klubske lestvice strelcev v tem državnem prvenstvu. Ne samo, da Žinič pred repasom, pa zdaj Karič za Ibričiča. Slišali smo v studijskem delu, da je naš gost v studiu Amir Karič mnenja, da bi moral Ibričič igrati više. Ali zdaj s predložkom, ali zadeva! Ali če zadev neposredno po predložku, bi lahko rekel. No, in če sem pred nekaj sekundami govoril o tem, da ga podvajajo in da zdaj nima več veliko prostora, so tule Mariborčani zelo poceni. Pa dvakrat Krecu in enkrat Požeg Vancaš za Maribor. Še en oster predložek, Mudrinski, 3-1. 3-1 za Maribor, 61. minuta, Ognjen Mudrinski, mislim, da je Žugelj tam podal z leve strani pred vrata in tudi Žugelj je zdaj, če sem videl prav, tako je. Že njegov oče v našem studijskem delu, še ena podaja Kariča pred gol in tu je šlo za igro z roko. Ali bo to 11-metrovka za Maribor? Čaka Ponis seveda na... Bosta zdaj imela nekaj dela. Ja, tole je bil strel proti vratom, Karičev predložek. Vuk je ustrelil proti vratom in žoga je zadela v roko Martinoviča. Ali bo to po mnenju sodnikov dovolj? Ni še dal znaka, še opozarja. Zdaj znak, Ibričič strelja in zadeva. Senijad Ibričič, 3-2 v Domžalah. Znižanje v Kamniški Bistrici. Znova. Takole je. Na desno stran ogenj Jurilja. Tole je Juril. Pa nov predložek, priložnost za Podlogarja, še nevarno izenačenje! Izenačenje v Domžalah! Kdo je bil na koncu tisti, ki je žogo potisnil v mrežo? Sprva je poizkusil Podlogar, ki ga je pred nekaj trenutki v igro poslal Đuranović, očitno Zenih Usmani. Fantastična tekma v Domžalah, nekaj, kar se je pravzaprav napovedovalo. Ja, tako je, Miha, v moji družbi Dejan Đuranović. Dejali smo že tekma, ki bi jo gledalci lahko gledali in gledali. Kaj pa trenerji? Mislim, tudi trenerji, zakaj ne? Mislim, da bo predvsem bilo dobro vzdušje, zaradi današnjega praznika. Potem pa dve ekipi, ki so pač prihajale do situacij, zadevale, preobrati in sigurno, da je tekma gledljiva. Je pa res, da
z naše strani nekoliko mogoče preveč naivnosti pri jetih zadetkih, ampak po zaostanku 3-1 prišli nazaj na 3-3, iskali sicer tudi še četrtega, ampak mislim, da je tako zasluženo. Kaj je tisto, kar ste recimo iz trenerskega vidika delali drugače, bolje v zadnje pol ure igre? Mislim, da smo že od samega začetka se je videlo, da smo bili energetsko mogoče malo bolj sveži od Maribora. En dan smo imeli več za počitek in nekako smo skozi celotno tekmo diktirali ritem, ampak po eni napaki v duelu, izgubljeni žogi in v novem prostem strelu Maribor prišel do prednosti, ampak v drugem polčasu mislim, da je bila predvsem ta želja igralcev in hotenje, ta energija, ki smo imeli, ključnega pomena, kajti zaostajali smo in želje nam ni manjkalo, da bi se vrnili v tekmo. In mislim, da bo to ključnega pomena in da smo predvsem, kar nam je manjkalo v prvem polčasu, te žoge v 16-metrski prostor pošiljali in s tem vršili pritisk na mariborska vrata in to se nam je obrestovalo. Kako bo tale točka predvsem v psihološkem smislu pomenila oziroma kaj bo pomenila za nadaljevanje sezone? Ja, glede na to, da je prišla po zaostanku 3-1, sigurno ta točka nekako da nekaj več, kot če bi jo osvojili po vodstvu 3-1, tako da jaz verjamem, da se bomo za v sredo tudi dobro pripravili, da bomo odigrali dobro tekmo, potrebno bo pa delati manj napak in enako kot drugi polčas bolj vršiti pritisk na nasprotnikova vrata. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone. Ja, v moji družbi je Radovan Karanović in seveda bo treba v prvi vrsti trenerja Maribora vprašati, kako ste zadovoljni s tole točko. Kazalo je precej bolje. Normalno, da ne morem biti zadovoljen, sigurno. Vodili smo 3-1, imeli smo tekmo pod kontrolo in problem je bil v tem, ker sem mogel v bistvu 3 menjave delati na silu, tudi tam smo zamujali pri menjavi, se pravi, dovolili smo v tem trenutku, da Domžale enostavno se vrne v igro. Poleg tega lahko rečem, da smo imeli enih par takih nepotrebnih podaj, tako da tekma se je zlomila v tem trenutku, ko so pač Domžale imeli 11 metrovko. Menjave na silo, kaj točno mislite s tem? Že na pol času je Mutavčič začutil poškodbo zadnje lože, tako da smo mogli takoj reagirati in tudi glede Modrinskega, kateri ni pripravljen za celotne tekme, pa tudi Žugelj je izkomnjal, tako da to je v večji meri potem pripeljalo do tega, da smo naenkrat iz mirne tekme prišli v situacijo, da pustimo Domžale izenačiti tekmo. Zdaj omenjali ste nekatere težave, vemo pa kaj prihaja, največja tekma v Sloveniji. Kako pripraviti ekipo v tem kratkem času? Teden dni, zdi se veliko, ampak derbi bo kmalu tu. Verjetno, če bi danes zmagali tekmo, da bi bilo dosti lažje, ampak jaz trenutno ne vidim nobenega problema. Mislim, da bomo mi za ta derbi maksimalno pripravljeni in verjetno popravili tisto danes, ker smo na koncu tekme malo, da ne rečem, zamučkali. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone. Toliko Miha z roba igrišča, seveda pa vam zdaj z Amirjem in mislim, da tudi Dejanom, ko se pridruži, želim eno super nogometno debato po res fantastični tekmi. Lepo zdrav z roba igrišča, Gaber, dobrovoljc v moji družbi. Tekma, ki je imela vse, nekako smo se na tribuni strinjali, da bi jo lahko gledali in gledali. Kako pa je bilo vse skupaj z vidika terena? Pa ja, nam ni bilo lahko, 3-1 smo zgubljali, ampak kakor nam ni uspel proti Olimpiji, ker smo se isto borili do konca, ampak danes smo pokazali karakter in res, ta remi je za nas kot zmaga. Kaj je bilo v teh zadnjih 25-20 minutah drugače? Povsem drugačen pristop Domžal, so tudi Mariborčani morda nekoliko padli in ste začutili svojo priložnost? Samo smo ustrajali, nismo se predali pri nogometu, ankoli ne veš, ena taka situacija, kot je bilo pri nas, ki je bil penal, ki je, hvala Bogu, da smo imeli varane, da je pol piskal penal, ker drugače mislim, da ne bi piskal. In to nas je sigurno dvignalo, pa smo šli pa na glavo in dali še ta tretji gol za 3-3 in res svaka čas ekipi, pokazali smo karakter in gremo zdaj dalje. Že v sredo je nova tekma, tako da moramo se zregenerirati in gledati dalje. Gaber, najlepša hvala in srečno nadaljevanje sezone.
Ja, res je Dejan, vrnil se je Gregor Sikošek v Domžalski športni park, tokrat odresu Maribora. Zdelo se je, da imate tole tekmo pod nadzorom. Kaj je potem šlo narobe v teh zadnjih 20 minutah? Ja, jaz mislim, da smo se preveč povlekli nazaj. Domžale so bolj kot ne šle na vse ali nič. To se jim je poklopilo, ampak preveč napak smo se privoščili v obrambi. Časa zdaj ne bo veliko, vemo, katera tekma prihaja. Kako se po taki tekmi v garderobi nekako fantje pogovorite? Kaj je šlo narobe, kaj je bilo dobro in predvsem, kaj je tisto, kar boste pa vzeli recimo naslednjo tekmo, ker določeni deli tekme so bili danes odlični? Tako je, ja. Mi bomo tekmo najprej analizirali, to stori strokovni štab. Potem pa pač vidimo, kaj smo delali dobro, kaj smo delali slabo in dobre stvari hočemo pač ponavljati, slabe pa pač izničiti. Kar se tiče pa derbija, pa jaz lahko rečem, da ko se tekma konča, potem začnemo gledati čisto na novo, tako da na derbi se bomo dobro pripravili in upam na pozitivne rezultate. Hvala in srečno nadaljevanje sezone.